V osnovi delimo kolesarje na dva tipa. Prvi tip so pravzaprav kolesarji, ki kolesarijo v prostem času. Drugi tip so pa kolesarji, ki jih bolj pokrivajo, bom rekel, naše ministrstvo. To je kolesarji, ki kolesarijo z namenom mobilnosti, premikanja iz točke A v točko B. Zdaj v prvi vrsti tiste rekreativne oziroma prostočasne kolesarje delimo potem na tekmovalne, ki imamo en kup zvrsti, ki so od cestnih kolesarjev do makadamkarjev, off-road kolesarjev, pač cross, spust, enduro, vse to. Na drugi strani imamo pač ti kolesarje, ki kolesarijo za dnevni namen in ki opravljajo neko poti, ki so na vsakodnevni ravni. To pomeni poti v službo, v šolo, nekaj na banko, v trgovino, ko gre nekaj kupiti, na upravno enoto uredijo nek pač postanek. Tako da to je glavni tip. Zdaj naše ministrstvo, ki se ukvarja predvsem za tem pač tisti, ki so del prometnih potovalnih pač načinov, to pomeni predvsem tisti, ki so v mobilnosti, čeprav tudi tisti kolesarji, ki so prostočasni, seveda so del prometa, pač, ampak tisto je bolj področje drugih resorjev, recimo zdravja pa športa. Vsekakor pač so potrebe vsaj v delu se razlikujejo. Če rečemo tisti, ki kolesarijo v prostem času, imajo pač druga načela oziroma druge vrednote, ki so bolj pomembne. Njim je pač bolj pomembno atraktivnost poti, pač neko okolje, ki je okolje tisto, ki kolesari z dnevnim namenom. Moj pač enih prvih vidikov je pač urejenost omrežja, kar pomeni, se zagotavlja neko varnost, čim krajša pot, ki je pač na koncu tudi jasno, seveda čim bolj varna, pa tudi udobno pravzaprav. No, tako da tisti, ki kolesarijo na dnevni bazi za dnevne poti, gotovo rabijo pač bolj ločeno infrastrukturo, ki je namenjena pač tam, kjer se tudi tam kolesarje, kjer je več prometa. Tudi tisti, ki so v prostem času ponavadi izbirajo tudi ceste, kjer imajo manj prometa in je lažje kolesariti po cesti. No. Iz tega vidika pač so malčne razlike, vendar če govorimo po nekem družinskem kolesarjenju, pa takem na daljših poteh, tam se pa vsekakor zelo želi, da so pač ceste, ki imajo skoraj da nič prometa oziroma popolnoma ločene kolesarske poti, po katerih se da varno spustiti, rekel, tudi pač mlajše otroke. Vsekakor je pa cilj, v obeh primerih je cilj, da se zagotovi varno infrastrukturo, kjer v Sloveniji še ni popolnoma, rekel, jasno, omrežje še ni zgrajeno v taki obliki, kot bi ga se želeli, da je. In za oboje je potrebno velika nadgradnja in dovolj velike širine recimo tega in dovolj odmaknjenost od prometa. Večja kot je gostota prometa, težje spustimo ranljive ciljne skupine kolesarjev na cesto. No. In se potem tudi na podlagi tega odločajo, ali sploh uporabijo kolo ali ne. Lahko rečem, če primerjavo mogoče, da je največje zavedanje, rekel, tudi opreznost voznikov avtomobilov, se mi zdi, da je jasno, da je pač tam, kjer je največ kolesarjev. To pomeni pač mass safety oziroma pač varnost v številkah. Več kot je kolesarjev, pravzaprav tudi vozniki potem ugotavljajo, da morajo pač malce drugače voziti, so bolj oprezni, vstajajo recimo na prehodu za pešce, prehitevajo malce pač bolj stran pač od samega kolesarja in to v tem primeru, tam kjer je jasno, kjer je več kolesarjev, ta moment je v Ljubljani največ kolesarjev dnevnih in jih tudi največ na cesti. Lahko rečem, da se čuti malo razlika od strpnosti voznikov v večjih mestih, kot pa pač, rekel, na nekih državnih cestah, kjer si vsi želijo samo čim hitreje pač od točke A do točke P prijeti in da tam se pojavlja pač, rekel, tudi tisto občutek varnosti dosti nižji. No. Tako da realno je, gotovo vpliva, nekaj je ločena infrastruktura, nekaj pa pač potem tudi samo ozaveščanje voznikov, ki njihov pač odnos do kolesarjev je pač jasno tudi pomemben. Na drugi strani pa seveda tudi kolesarji do obratno. No. Skozi zgodovino avto ni bil pač primarno prevozno sredstvo, to je dejstvo. Pač začel se je kolesariti v 19. stoletju. Prvi klub v Ljubljani, mislim, da kolesarski je nastal 1887 leta, pač bolj na pobudo, rekel, nekega rekreativnega izletniškega kolesarjenja, ampak pač časoma, ker takrat še ni bilo avtomobilov, vsekakor je bil pač kolo do recimo 50-60 let 20. stoletja pač neko primarno prevozno sredstvo znotraj naselja. Tem pa smo pač mi podredili pravzaprav za prihodom avtomobila in množičnostjo avtomobila, smo mi začeli prilagajati infrastrukturo. Če pogledamo stare slike Ljubljane iz leta 60, pa malo kasneje, no, pravzaprav vidimo, da je bilo kolesarjenje
kolesarjem namenjenega več prostora. Tudi najboljša infrastruktura kolesarska v Ljubljani je pravzaprav iz 60-ih let, ker takrat se pač pravzaprav še nismo toliko orientirali za same avtomobile. Zdaj se pa pravzaprav se je z leti kolesarjem pa pešcem odvzemali prostor, se ga namenjali avtomobilov, čeprav v zadnjem času se spet malce vrača trend nazaj in se sploh v mestih, ker ugotovimo, da pločevina zaseda zelo veliko prostora, da se išče, tudi alternative, recimo zapiranje Slovenske za motoriziran promet je en tak pač tipičen primer, da se išče tudi prostor. Moram pa reči, da tudi še danes ne gradimo tako kvalitetnih kolesar, kot so se gradili v 60-ih letih. Pač dejstvo je, da mi nismo še toliko na stopni pravzaprav Nizozemske, kjer je pač kolo popolnoma enakovredno prevozno sredstvo avtomobilom, sploh znotraj mest. Mogoče še tak en zanimiv podatek, ki bi ga mogoče rad delil, je, v Gradcu so pred leti naredili analizo prometnih površin v mestu in so ugotovili, da je 92% površin namenjenih površinam za motoriziran promet. Samo 8% je za železnico, za pešce pa kolesarje. To pač res se vidi ta nek razvoj, ki se je zgodil v zadnjih 40 letih. 40 let smo rabili, da smo pač pravzaprav kot pešce in kolesarji zrili na neko stranski tir. Zdaj pač bojo zelo veliki trudi potrebni, da pridemo nazaj na stanje mogoče, oziroma pravzaprav vsaj neko izboljšavo. To pomeni, odvzeti treba privilegije avtomobilom, ki se so pač tekom zadnjega razvoja zgodili. Izziv je zelo velik. Pač mi imamo obstoječe stanje. Predvsem znotraj naselij, če temu rečemo, imamo prostor, ki je že zgrajen, imamo omejen prostor. Pač tukaj se moramo zavedati. Kot sem prej rekel, da smo z prihodom avtomobilov čedalje pač bolj odvzemali prostor pešcem in kolesarjem, je zdaj ta prostor, bom rekel, na obeh straneh, recimo neki oporni zidovi, če malo pač tukaj okoli pogledamo, ceste so pač omejene in v ta umestni prostor je potrebno spraviti vse. Mislim, da pravzaprav ključno, kar je potrebno doseči, je, da znotraj mesta ni pretočnost motoriziranega prometa pač ključni cilj, ki se morajo ga pač zasledovati. Zasledovati je treba pač pravzaprav, da imajo vsi, ki se premikajo na vse pač načine, pravzaprav enake možnosti, celo pravzaprav tisti, ki porabijo manj prostora, bi imeli boljše možnosti in biti motorizirani. V prvi vrsti recimo je to javni potniški promet, tudi recimo kolo zasede 8krat manj prostora, kot ga zasede avtomobila. Tako da, na drugi strani pa vedno rabimo infrastrukturo za pešce, ker vsaka pot se začne peš in se zaključi peš. Tako da, to je pač ena stvar, ki mora biti nujno tudi upoštevana. Zdaj, ko pa govorimo o sami pač načrtovanju infrastrukture, pa jasno, pri politikah in odločevalcih, ki jih sprejemajo, mora biti dovolj zrela odločitev, da bojo začeli pravzaprav ta prostor deliti na način, kot sem rekel, enakovredno, enakopravno, umirjati promet tam, kjer je pač pravzaprav prehiter in zmanjševati, ključno je zmanjševanje površin, ki jih namenimo pač pravzaprav hitremu pretočnemu avtomobilskemu prometu. Kolesarjenje ima pač več pozitivnih učinkov, pač gotovo več pozitivnih kot negativnih, ampak v prvi vrsti, če govorimo čisto iz osebnega vidika, vsaki kolesari ali za namen dnevne poti ali pa za namen rekreacije pravzaprav se giba, to dejstvo, da pač dela pozitivno za svoje zdravje. Neka novodobna bolezen je debelost, s tem, ko si redno aktiven, pač si bolj zdrav. Pač na drugi strani imaš potem spet če prideš s kolesom v službo, si že opravil neko aktivnost, si pač spodbudil telo, da pravzaprav začne takoj, ko se usedeš za mizo in začneš delati, ne rabiš jutranje kave, ampak si že pač malo ogret pravzaprav, s tem in hitrej sprošča, manj je stresa pravzaprav. Ta je ta, bom rekel, zdravstveni vidik. Na koncu imamo pravzaprav znotraj mesta in znotraj poti med 1 in 5 km je najhitrejše in najbolj učinkovito pač prometno sredstvo. In to, če rečemo, pravzaprav pokrijemo skoraj da veliko večino slovenskih mest pokrijemo pravzaprav z 5 km. Pomeni vse poti, večina poti znotraj mesta je lahko upravljena s kolesom in je tudi najhitrejši, ker ko greš s kolesom, če mogoče ravno tukaj pogledamo zdaj to kolesarnico, ki je zelo dobro postavljena in na pravi točki, parkiraš bližje, štartaš pravzaprav bližje, nimaš tiste, bom rekel, peš poti, ki jo rabiš upraviti in tega pravzaprav nekdo, ki se usede v avto in opravi pot, pravzaprav ne šteje kot del poti. Zaradi tega si tudi s kolesom pač zelo hiter znotraj mesta in na najhitrejši način premikanja znotraj mesta.
Potem so tudi okoljski vidiki, ki ga sam pač takoj ne zaznaš, ampak to je to, kolo nima emisij, ne povzroča emisij in pravzaprav ne, na družbeno, bom rekel, tudi spet vpliva na končni fazi, vpliva na zdravje, pač javno zdravje, ker je manj emisij, čist zrak je bolj znotraj mesta in to pač je tudi bistvenih učinkov. No. Na drugi strani pa spet, če gledamo, strošek nakupa kolesa je nižji kot avtomobila, strošek vzdrževanja kolesa je nižji, tudi pač stroškovno je. Zdaj, znotraj spet nekih okvirov, ki so, ne. Ali kombinacija, pa bom rekel, z javnim potniškim prometom na medkrajevni ravni ali pa znotraj mesta, pač pravzaprav idealno je, da je kolo tisto prevozno sredstvo, da sploh ne rabiš avtomobila, takrat pravzaprav so res stroške najnižje, ne. Podatki, ki jih imamo pač pravzaprav v Sloveniji, je SURS leta 2017 naredil raziskavo, mislim, da je bil nekih, statistično imel nekih 22,000 anketirancev, ki jih je spremljal in so naredili pač jasno tak vzorec, iz katerega sledi, da je pravzaprav cirka 4,5% poti v Sloveniji, ki so opravljene ne kilometrov, ampak poti opravljenih pač s kolesom. S tem, da se moramo zavedati, da v mestih več, Ljubljana bo nekaj tukaj pač ta vodilno mesto v Sloveniji, se zdaj ocenjuje, da imajo že od 15 do 20% poti opravljenih s kolesom, Maribor recimo 8% pa pol, na podeželju pa manj. Zdaj po namenih poti je pa najbolj zanimivo, da še vedno prednjačijo poti v prostem času. To pomeni kot rekreacija, ampak zdaj pri tem delež, to je zelo majhen odstopanje od tistega 4,5%, ampak tam okoli 4,5% poti pa je pot na delo pa v šolo, najmanj jih je pa recimo za neke poslovne poti se uporablja kolo. Tako da vsekakor pa se nadejamo, da bo pač to se zraslo, ampak SURS naj bi v tem času, ker je epidemija ne ponavlja te, bom rekel, pravzaprav raziskave, tako da ko se zadeve normalizirajo, se bo pač spet ponovila raziskava in bomo videli, da smo pač v zadnjih 5 letih naredili kakšen napredek oziroma kakšno spremembo. Nizozemci, ki imajo recimo, da imajo najbolj kvalitetno infrastrukturo, imajo 1/3 vseh poti se opravi z kolesom. No. Tako da Slovenija, tudi infrastruktura, ki se gradi, ni na ravni Nizozemske. Menim, da bi lahko prišli v roku, ne vem, 10-15 let, jasno vse od prometne politike, kam se bo vlagala sredstvo, nekje po moje na 10 do 15% poti, bom rekel, na državni ravni. Znotraj mest pa vsekakor lahko tudi proti 30. Vsekakor je, mislim, Evropa pravzaprav tudi v svojih politikah, ki jih kreira zelena, digitalna, pravzaprav zelena pomeni trajnostno mobilnost. No. Tako da namenja se že v tej perspektivi pravzaprav se predvideva, da se bo kolesarstvo v Sloveniji vložilo recimo preko 300 milijonov evrov, to pomeni, zdaj govorim perspektivo od 2014 do 2020, to je izvajanje od leta 2015 do leta 2024, od tega ne bi bilo čez 150 milijonov sofinanciranja, tako da se bo zgradilo tudi nekaj precej državnega kolesarskega omrežja, preko nekih 400 km se ocenjuje, tudi znotraj mest imamo tudi nekih 50 projektov, vzpostavljajo se sistemi javne izposoje koles. Menim, da je to pač še velik potencial za napredek za integracijo, bom rekel, z javnim potniškim prometom, da lahko to kolo koristiš pravzaprav ne za dostop do železniške postaje ali pa pač avtobusne postaje. Tukaj je še zelo velik potencial. Ta integracija ni bila še narejena in to je pač jasno tudi potrebno, pač, da dobiš pravzaprav ti storitev poti, ne. Javno kolo najameš v istem paketu, kot se pač kupiš vozovnico za avtobus v tem primeru. Ta bi recimo je tukaj še zelo velik potencial za razvoj. Tukaj imamo, kar se tiče gradnje infrastrukture, pač je zdaj zelo pomembno, kako se gradi in tudi kakšna kvaliteta se gradi. Ne. Dokler imamo mi neko kvaliteto, ki jo spravimo, bom rekel, neke minimalne standarde, mogoče celo to zgodbo, da kolesarja spravimo s ceste in ga damo na pločnik, ne, so investicije minimalne, temu rečemo barvanje pločnikov, to je investicija minimalna. Kolikor pa želimo res iti na način kvalitetne infrastrukture z vsemi postopki, ki jih pač pri tem imamo, z projektiranjem in pridobivanjem vseh soglasij, v prvi vrsti to traja, da se celoten in kvaliteten projekt pripravi in, ne vem, 2 do 3 leta.
Potem pa pač vsekakor je to dražji, če želimo imeti tudi direktno, da nimamo ovinkov, da nimamo ovir, da je primerno urejena križišča, da so pa jasno stroški precej narastejo. No. Imamo primere tudi zdaj, ko pač ugotavljamo kratki odseki na tam, kjer ni možno premeščanja pravzaprav, ker imamo zelo ozke doline ali pa ker imamo zelo na eni strani, lahko povem primer Bled Bohinj, kjer imamo na eni strani Savo Bohinjko, na drugi strani železnico, in bo pač potrebno delati jekleno konstrukcijo na galeriji od železnice, tam so pač na kilometr zelo visoki stroški. Govorimo tudi proti milijonu gre na določen na kilometr, samo za pač investicijo. Ampak to so krajši odseki, ki jih drugače ne moreš premostiti in tam se pravzaprav so stroški povsem višji. Popolnoma drugače recimo je Prekmurju, kjer imamo ravno, kjer je tudi lažje dobiti zemljišča, zato pač, ker gremo direktno ob cesti, so stroški pravzaprav mnogo nižji. Brez nekih posegov smo ocenjevali, da bi bilo nekih 150 do 200 evrov po tekočem metru za kolesarsko pot ali pa kolesarsko stezo ob cesti, kolikor pridemo do tega, da moramo neke premostitvene objekte, da moramo graditi neke oporne zidove, so te številke lahko zelo zanimive in pač naraščajo. Cesta, vkolikor ni kolesarke, je namenjena pač pravzaprav vsem udeležencem, ne samo kolesarjem, tudi pešcem, pač ne, tudi traktorjem. In kot ste rekli, obravnava enakovrednih udeležencev, mogoče se to res pri kolesarjih zelo pozna, kajti kolesar, ki kolesari na kolesu, naj bi kolesaril 1 meter oziroma od desnega roba oziroma pač na desni strani ceste proti desnem robu ne bi kolesaril. In dejstvo je, da kolesar ima ta občutek, ko pride mimo avto ali pa kombi za 90 na uro, to ni varno, če pride pač na pol metra zraven in ta vzgon vetra je zelo nevaren. Iz tega vidika je potrebno zelo veliko doseči. Prvo, kolesarje je potrebno prehiteti na varni razdalji, tudi v zakon prihaja določba, da ne bi bil minimalna razdalja za prehitevanje 1,5 metra. In ta obravnava, sem rekel, z ozaveščanjem vseh voznikov, da so vsi udeleženci, ki lahko koristijo cesto, so tudi kolesarji. Pač cesta ni narejena samo za avtomobile. To je en pač ključni message, ki ga je potrebno mi ugotavljamo tam, kjer je pač prometa manj kot, 1500-2000 vozil, je dovolj varno, da se kolesari tudi po cesti, s tem, da jasno bi morali vse avtomobiliste tudi pač se ozavestiti, da je tam lahko kolesar, nekaj pač opomniki oziroma pač neke opozorilne table, vsaj morajo biti, na drugi strani je pa izobraževanje voznikov, ki se počasi pač izboljšuje in tudi pač neke promocijske akcije se pač z vidika AVP-ja tudi izvajajo, z vidika, kolesarske zveze pravzaprav, pač kolesar je na cesti in je potrebno upoštevati, da se površino enakomerno pač deli. V bistvu sem začel pravzaprav kolesariti, ko sem pač dobil službo v Ljubljani, prej, ko sem delal v pokrajih izven. Sem uporabljal avto, ker je bil daleč najhitrejše prevozno sredstvo. To pač ne more zanikati, zato ker z javnim prevozom bi potoval 2 uri, z avtom sem pa pol ure. In iz tega razloga sem pač do časa zaposlitve v Ljubljani uporabljal vedno avtomobil. V Ljubljani pa sem začel to kombinirati z javnim potniškim prometom, predvsem z vlakom. In dostop do same železniške postaje z kolesom, imam pač tu zložljivo kolo, ki ga lahko prinesem na vlak, brezplačno pravzaprav, ker zložljiva kolesa so pač brezplačna, za navadna kolesa je potrebno doplačilo. In iz tega razloga potem sem kolo zna biti na moji relaciji tudi skoraj da časovna konkurenca avtomobilu. Če uporabljamo samo pot od doma, da nimam nekih vmesnih poti, kar pomeni, da bi pač moral pobirati otroke v šoli, vrtcu. To so pač tiste izkušnje, ki so pač. Za pot pravzaprav po Ljubljani moram reči, za zadnjih 5 let, če kadarkoli, ko prišem z avtom v Ljubljano, kot družina, imam že kar malo izzivov, ker nisem več vajen voziti z avtom po mestu. Imam pa pravzaprav zdaj v zadnjem letu, ko se je pa zgodila epidemija, ravno z tega, kaj ti mi zmanjkuje časa za rekreacijo, sem pa začel tudi pač od samega
v tem toplejšem delu leta kolesar tudi od doma pravzaprav do samega službenega mesta, kjer imamo pač tudi, bom rekel, kar kvalitetno kolesarnico, oziroma pravzaprav pač parkirišče za kolesa, ki postaja že premajhno. Zaradi tega pač imamo tudi zdaj neko notranjo pobudo, da bi tudi naredili neko dodatno kolesarnico, ki bi omogočila še bolj varno zaklepanje koles oziroma zaprto kolesarnico oziroma neke bike boxe, kjer bi lahko parkirali tudi bolj varno, bolj dražje kolesa, tiste, ki so imajo pač vrednejše, recimo tisti, ki bi od malo dlje prišli, bi tudi verjetno pač malce boljše kolo uporabljali. Hkrati pa so nam pred 2 leti zagotovili tudi pač tu za zaposlene, da tisti, ki pride na daljši razdalji, kjer je pač že se malo preznoji, da se lahko tudi pač pred začetkom službe tudi stušira in normalno potem pač preobleče in oddela svoj delovnik in potem spet nazaj na kolo se obleče, no, tako, in se vrne. Drugače pa tudi za službene poti po Ljubljani vsekakor je daleč res ugotavljam, da daleč najhitrejše pač prevozno sredstvo je kolo in ga redno uporabljam.